tole so, Kraševci so dosti bolj pridni, kar se tega tiče, ne, suhozidne gradnje. Kot? Kot Obala. Obala. Ja. Verjamem, ja. Ja, ker so nekako bolj povezani in več naredijo za to, ne. In potem so imeli tudi tole Edo Belinger dol, ZVKD Nova Gorica. Ja. In je ona tudi precej naredila, da se je to spromoviralo, ne. No, v glavnem so pol tudi par publikacij izdali, ne. Med drugim tudi tole, ne. To smo mi delali, tle recimo neke delavnice. To so tole, ki je bilo vpisana pri UNESCO nesnovno kulturno dediščino, ne. Zadeva. No in pa smo mi dobili od ministra za kulturo, smo dobili pol te faksimile, kopije faksimila, vpisa. Ja, to je to. Takole izgleda pa ta naš certifikat. NPK. Aha. Nacionalno poklicno, ne. Ki ga date pa vi, ki ste registrirani. Ja, to je pa v sklopu, mislim, državnega izpitnega centra, ne. Aha. Potem to kandidatki, ki želijo to neformalno znanje potrditi, pred komisijo v bistvu pregledajo mape personalne, kaj delajo, kaj so naredili z dokazili. Aha. In potem, če je to okej, potem komisija lahko že v prvem poskusu kar potrdi mapo, ne. In pol jaz lahko izdam certifikat, ne, ker sem tudi izvajalec pa svetovalec za to suhozidno gradnjo, ne. Ali pa preveri lahko kandidata v določenih točkah, ko smatra, da ni dovolj eksaktno, kaj sem predstavil svoje delo pa to. Kdo pa je v komisiji? V komisiji je pa dr. Boret Jovanec. Moj profesor, ja. Ja, potem je doktor Andreja, kako je že se piše, pol je ta gospa Belingerjeva tudi. Ja, moja mnenjedajalka. Ja, potem je Eda Benčičeva iz Koprata. Benčičeva, ja, tudi moja mnenjedajalka, sem zdaj v penzijo šla. Pa jaz. Aha. Jaz pa še Benko Andreja, je pa doktorirala tudi na arhitekturi. Andreja Benko, to mi je pa... Pa dosti dela z Jovancem še zdaj skupaj, gor v Prekmurju, te cerkvice in to. Andreja Benko. Benko. E-N-K-O. Ne, to pa nimam. Aha. Ja. Ker zadnji sem probal kontaktirati to Edo iz Piranskega ZVKDS. Ja. Ne, ona je v penziji zdaj. To je vem, ampak a je zamenjala telefon tudi ali kako? Ma ne. Moram, ker sem rekel, da bi, ker takrat Ja. sva se enkrat pogovarjali, da bi tudi ona prišla malo gor tis pogledat, ne. Sem pa jaz nekaj časa se nisem s tem ukvarjal, ker sem mislil, da bom še tam nekaj prej dokupil, zdaj sem ugotovil, da bo to težko dokupiti, da sem kar brez tega lotil, tako da... A je preveč lastnikov. Kompliciran. Mislim, slej ko prej, ja, sem... Ja, jaz sem imel zdaj srečo, sem nekaj kupil v, kaj je tale kraj, no, od Zazita naprej, Rakitovcu. Aha. Gor čisto na vrhu vsi sem dobil 3 ruševince mehne in zadnje parcelo, ker drugače brez, ne. Ja. Nimaš nič. Ne. Ja, ja. Tako da je idealno. In vse ena skozi ena, to je nemogoče. To je pa res nemogoče. Ja, to je nemogoče. Mislim, jaz sem bil že začuden. Mislim, vsake toliko se najde. Jaz sem bil že začuden, da je bila ta torkla ena skozi eno. Ja, to je res čudno. Ja. To je bilo čudo božje. Ja, ja. Sem imel kar srečo. Ker tisti košček, ki se je zdaj, no sej tole je, ne? Tole je Topolovc. Aha, to je Topolovc. Tista je maketa, tamle je ta mala, 1,500, tale je pa ta velika, no in tole je ta torkla. Ja, ja. Tamle dol. In ta košček, ki ni narejen zdaj na tej maketi, niti na uni, ki se drži, Ja.
Tam ima po moje zdaj lastnikov vsaj enih 8 še gor. Sicer je 50%. To je tista spodnja, ruševina. Ja. Maja. Toliko? Ja. Zato, ker sta dva vmes umrla, pa so se 3 novi našli, pri vsakmu pa. Pa občina je 50 sicer, ampak Dobro, ja, nima smisla kupiti niti ene, če ne veš, če boš šel skozi vsemi. To jaz na to drugače gledam, jaz to skočam v ribnik. Ali pa po drugi strani od občine 50, ne? Ja. Pa še od kakšnega kaj voljam prodati, ja. In pol se naredi. In pol, recimo v primeru majhnih koščkov, ki ostanejo, ja. Se ponudi pač lastnikom neko ceno, vrednost. Ja, tako je. In če ne pristanejo, se gre sodni postopek. A res? Ja. A to je možno? Sodni postopek in zdaj v primeru, da je pripada hiški kakšno zemljišče zraven, lahko odvetnik oziroma sodnik odredi en košček izven. Aha. Ne? Tako smo par stvari rešili, ker niso hoteli za 1,5 kvadratni bajti, ne sliša, da oni hočejo priti iz Avstralije na dopust v ruševino. Ne? Kar nekaj. Ne? Ja, kar nekaj, brez veze. Ne? In so uspeli pa na ta način. Vse, ki tam zunaj imaš parcelo, lahko obdeluješ, ni problema. No, to mi je pa zelo dragocena informacija. Ja, fajn, ja. Ja. Tako se da rešiti. No. To ali pa če nekdo umre, pa itak tožiš mrtvega, ne? Pa dobiš pa. Tudi to je varianta. Samo to v primeru, da ni dedičev. Ne? Ja, ja. Mislim, jaz se ne bi rad tožakal, pa to jaz bil sem pošteno, ali pa tudi za tiste manjše koščke, tudi trojno ceno. Ne, to je pošteno, da tožiš mrtvega, ne? Ker to je edini postopek, da prideš do njegove lastnine. V redu. No, tako generalno, ko že beseda tožiš, meni nekaj... Ja, že beseda je grozna. Ne zamera, tako preveč. Ja. Tako da... Ok, dobro. Juri, smo on the air. Torej, moj današnji gost je Dejan Zadravec. A sem prav Zadravec, kako se reče? Vse je pravilno. Zadravec, Zadravec. Aha, tudi Zadravec. Ja, okay. Gor v Prlekiji pa gor rečejo Zadravec. Ne? Aha. Samo tukaj, center Slovenije, pa Zadravec večina. Ja, tako se meni tudi nekako ne bi slišali. No, za razliko od vseh ostalih gostov, ki jih zelo dobro poznam, ali z njimi delam, ali pa so bili moji naročniki, Dejana v bistvu skoraj ne poznam, ker se danes vidva točno tretjič. Ja, in spoznala sva se čisto slučajno, ko sva z Alenko se namenila, da bo naredila en kratek hajk tam po Kraškem robu in ravno sva se pripravljala, pa obuvala pa to, ker jaz zašlišam, da se tam eni možakarji menijo. Nekaj menijo, sam par tako keywordov, ključnih besed je priletel do mene. Kamen, kamnit zid, suho zid in to me je kar pritegnilo, tako da sem se še kar bližje preoblačiti potle. No, in ko ste končali, pol si kar drznil pristopiti, sem pač povedal, da nisem mogel si kaj, da ne bi slišal. Točno to, ja, točno to. Ker sem točno tazga človeka iskal, da bi se posvetoval za to najno torklo. Tako da pa smo se še enkrat gor dobili, no in zdaj tretjič je tukaj. Tako da... Čas beži. Ja, ampak bomo zdaj pospešili. Tako da, Dejan, jaz sem res vesel, da si se, kljub temu, da se v bistvu ne poznava, pa poznava, odzval na tole povabilo. Zdaj, tele pogovori so namenjeni temu, da se na nek način se mi zdi fino širiti vedenje v ljudeh, ki imajo nekaj inspirativnega delajo ali pa imajo neko življenjsko zgodbo ali pa nekaj in kljub temu, da smo se torej tretjič vidva, se mi je zdelo, da si ti ta prav kaliber za kaj tazga, tako da dobrodošli še enkrat. Ja, hvala. Zdaj, da ne začneva s tistim, kar bi človek pričakoval, človek mora zmerno narediti malo suspenza, pa
mene že od nekdaj zanima in glede na to, da ti si strokovnjak za suhozidove, kamenje, recimo kamenje, ne? Kaj misliš, kako so v resnici naredili egipčanske piramide? Ker to je, zdaj sem si, prišla sem si še na ChatGPT pogledal, da sem obnovil znanje, to je samo Keopsova je menda 2,3 milijona 15-tonskih blokov. Po moje nismo ravno mi delali, naši predniki. Je prišel nekdo z vesolja, pa je malo pomagal. Res to misliš? Resno. To je ena varianta. Druga varianta, odkrili so že ogromno nekih skeletov, ne? Ljudi, ki so visoki po 15 metrov. To bi bila druga varianta. Ja. Tretja varianta, ki se mi ne zdi tako možna, je ta, da so z neko tehniko, z vodo te bloke vozili gor, se mi zdi malo verjetna. Ne? Ja. Tipo Sueški prekop, ne Sueški, Panamski, ne. Ja, da so dvigali, pa to ne vem. Po moje še danes ne vem, če bi zgradili piramido. Za vso tehnologijo, ki jo imamo, ne, pa na način, kot so naredili tako eksaktno, natančno, ne, si težko predstavljamo. No, ker jaz isto. Ja. Ker zdajle, prejšnje poletje, ja, smo tam neki spoden vrt pri nas doma rihtali in je pač sosed izkopal, mi imamo v Moravčah sicer pa kraški teren in je skopal par skal ven. Pa sem ga pol prosil, da mi jih vrže gor z bagerčkom na zgornjo parcelo. In to so takole skale, ne, recimo. Pa so težke, ne. Jaz sem si predstavljal, dobro, vedel sem, da jo ne bom sam, ampak sem mislil, ok, bova to z sinom Žanom bova zagrabila, pa bova dala okoli ognjišča. Bata. Ne gre. Nikakor, mislim, brez 150-200 kil. Brez, Najmanj. mislim, dvajo niso mogli niti premakniti, brez orodja, brez vzvoda, brez nečesa, ni bilo teorije, tako da na koncu so jih dobesedno tako predstavljala, kakor piše, da so te bloke, sva naredila valčke, sem naredil, da sva jo z vzvodom gor, in potem valček po valček. Pa valček po valček potiskala, pa okoli ovinka, pa to, no, in nisem se še nikoli zavzel, da bi si prav predstavljal ali pa si izračunal, ali je to možno ali ne. 30,000 ljudi, 20 let, koliko je to ur, koliko je to nekaj vlečenja, pa to pa ampak moja intuicija mi pravi, da kakor nisem ravno nek conspiracy theorist, da to se mi zdi pa skoraj nemogoče. Skoraj, meni tudi. Pa ne samo to, če bi to bilo samo zloženo kamenje, noter so še hodniki, pa so razne zadeve, ne, da ti prečijo dostop, pa pesek, pa ono, pa kamni leti, vse kot v filmih. Ne, to nemogoče, res, neverjetno. Neverjetno. No, ker jaz sem bil v Keopsovi, sem bil noter, ne, ti shodnik, ki to gledaš, to je... Ja, to je pač. To, kar mi delamo, je v bistvu kamena doba za tisto. Poleg teh teorij, ki si jih ti naštel, sem slišal še eno. Se pravi, da je bila civilizacija pred našo, ki je poznala, ne vemo, recimo, nek antigravitacijski ali pa neki, to, da so lahko dvigali. Ta je dosti znana o teh 15-metrskih ljudeh. To sem tudi... No, se ta antigravitacija, ne? Ja. To pa je deluje. Samo moraš verjeti v to. To je pa tako, ker... Dvigaš lahko dejansko, mislim, da jaz nisem tega doživel, sem slišal pa sem, da je možno. Ne? Da ni to tako, ker tiskaj Douglas Adams napisal tam v Štopalskem vodiču, veš, kako letiš. Da je to zelo preprost, se spomniš? Ne bo glih tako, ne. Da skočeš dol, pa pozabiš past. Pa letiš. Ja, letiš in pristaneš v drugem svetu. Tako je, v tem smislu. No, ker recimo isto fascinanti so bili meni, jaz sem tam po Cuscu hodil, pa Machu Picchu pa to, ne, in Cusco ima bloke visoke 3-4 metre, pa je tako, recimo tako, pa zaobljen, pa tako, in nasleden točno paše tja noter. Vse paše, Ja. To je tudi tisto mi je bilo
Res fascinantno, kako češ to. Jaz mislim, da danes ne vem, če bi kaj takega Mislim, naredili. da ne. Dobro, prvič ne bi gradbenega dovoljenja dobili. Ja, itak. Ker suho gradnja in to ne gre, sploh danes v današnji čas. Ja. Je nevarna. Ne. Sploh taka gradnja, ki jo mi delamo. Zdaj, gradnja, kot je Machu Picchu, pa tam to verjetno bi dovolili, ne, ker to nima kam iti. Ja. Praviš nevarna Nevarna, mislim. Projektanti, arhitekti se izogibajo napisati eno mnenje za suhi zid, ki bo stal ob recimo javni poti. Zakaj? Ker tam mimo hodijo otroci, ne vem kdo, ne? In zdaj bojazen je, da bojo vlekli te majhne kamenčke podporne, ki držijo večje ven, pa bo počasi zid se razmajal. Druga varianta, bojo nalivi, bojo divje živali skakale čez, recimo zdaj ogromno divjih svin dol na obali tudi, ne, ker se že kar sprehajajo po vaseh. In se počasi zid razmaje, ne, in glede na to, da ni več koliko včasih, ko so zidove sproti popravljali, pa skrbeli za njih, ne, ker suhi zid je živa tvorba, to je, pa se malo zruši, pa spet ga je treba malo popraviti, pa ko kamenček pade, ga je treba gor dati, pa tako. Stalno je treba skrbeti za njega, ne. In včasih je bilo to vcepljeno tudi v otroke, mladino, na vasi, ko so šli po poti, so vedno te kamenčke pobirali, pa jih noter dajali, ne, ko so vedeli, da zid mora stati, ne. Se ne sme podreti, ker pol ne bojo mogli iti skozi, ja, z vzovi in to, ne, in tudi njiva je morala biti čista, ne. Tako da ja, iz tega vidika je nevarno, ne. In recimo, ko smo delali en zid od Fiese do Pacuga, ne, je ta prijatelj Danilo Antoni, ki je predsednik konzorcija kraške suhozidne gradnje. Sem ga jaz naprosil, če lahko on pristopi kot projektant zraven, oziroma kot nadzornik, ne, za mnenje strokovno, da bo to stalo pa držalo, sem pa Boruta prosil, doktor Boruta, ne, Juvanca. In je on pol napisal celo ekspertizo, da sem dal tisto na upravno enoto, da so požegnali, da se lahko naredi. Pol je pa spet prišel konflikt, ne, ker konflikt je bil med civilno iniciativo pa med Okolje Piran. Okolje Piran je zrušil cel zid, ki je bil obstoječ, in so hoteli kar travnato pobočje narediti, ne. Civilna iniciativa se je temu uprla in so rekli, hočemo nazaj suhi zid, ne. In so se dajali nekaj časa, vmes je padlo en kup dežja, 2-3 dni je padalo in je odneslo kompleten šoder vse dol dolino v Fieso. In pol so nekako sprejeli, da se bo to zgradilo, ne, in smo začeli graditi seveda z večjimi kamni. Še Danilo je rekel pa, Dejan, to bojo preveliki kamni, civilna iniciativa ne bo htela to videti, slišati, ne, ker hoče imeti z majhnih kamnov, se neko prosti. Jaz ne morem glavo dati tule na prodaj, ne. Jaz moram narediti to za prav, ne. In pol so bili toliko razumni, vsaj tudi na Okolju, da me takratni ta direktor Gašper Mišič me klical in rekel, daj naredi tako, kot ti misliš, da je prav. Pa smo delali tako, da drži. Da stoji. Ja. Kaj, ker prej je bil ta suhozid zmanjši? Prej so bili tak, in to me vsi predstavo, ne, večina teh, ki delajo na ZVKD-jih, in to, da mora biti vse majhno, pa ploščice, pa škajice, pa tako. Vse je zelo pravlično pa vse, ne, samo zadosti današnjim kriterijem, ne, je pa zelo težko, ne, sploh. Včasih ni bilo težke tovornjakov, ki so vozili po kolovozih, ne. So bili samo vozovi, ni bilo take obremenitve. Jaz vidim zdaj, ko zidamo za kopači, ne, recimo, kakšni tresljaji so, kot da je skozi potres, ne. In seveda delamo z velikimi kamni, ker če bi delali z majhnimi, bi že, ko kopač vozi mimo, bi se že potrl ene dvakrat. Ja. Tako da, ja. Ampak to delate kako? Z eno stran, ne? Če breg drži, je to ena stran. Ja, eno stran. To je v bistvu podporni zid, ne, kjer se vidi eno lice, bomo rekli, ne. Samo kaj, zelo pomembno je, da sploh, ker je teren tak plazovit lahko, ali pa celo, da voda teče, da izvira kakšna voda v samem
bregu, ne. Ja. Tam je pa treba zelo pristopiti, ko jaz nisem nič, jaz ne znam nič, kar se tiče gradbeništva, nisem nobene šole nikoli naredil, vse so samo izkustva, praksa, ne. Tako da, ja, nekaj sem se naučil, še vedno sem dostikrat v skrbeh, ker so hudi nalivi, ne, Ja. pa pravi, se je podrlo to, ne. Ja. In vedno razmišljam, kaj pa zid, ki sem ga takrat delal, ki je 4,5 metra visok, pa je suhi zid, ne, kaj bo zdržal zdaj, ne, pa zaenkrat še vse drži, ne. Ja, je treba zelo, tam v literaturi, angleški, irski, kanadski piše, se pravi baza, temelj ne bi bil četrtina višine zidu, to je premalo, sploh za podporni zid, ne. Četrtina višine zidu. Ja, v globino noter, ne, v teren, ne. Aha, Ja. če drži breg. Ja, ja. Aha, ok, ja. Samo Kot jaz, škarpa. ja, recimo zdaj delamo konkretno en zid v Zapančičih, ki je visok. Sem videl, ja. Tam je temelj 3 metre. Ko piramida, sistem. Mora biti, ker izvira voda zadaj, ne. Ja. In to bi šlo dol takoj, ne, če bi bil to samo en kamen pa drenaža, klasičen. Ne, seveda se tega manj vrže. To mora biti težko in so kamni težki po tono pa pol, te spodnji. Ja. In tudi temelj je obvezno obrnjen navznoter, ne peta, da bi si navznoter in še malo v terenu, Ja. do trdega skopan, ne, tam je lapor, recimo. Tako da pol to drži, ne. A te kamne, ta spodnje, Ja. kaj pritrte gor na? Nič. Samo položite in sama lastna teža je Ja, tista, ki... v bistvu, prej smo vse delali z raznimi kamni, kar je bilo po terenu tam, zdaj pa praksa prišla, da je najboljše in najceneje je kar naročiti drobljenec. Ja. Drobljenec, to je iz kamnolomov, ne, Ja. ko drobijo kamen, ne, recimo dimenzija tam od 16 do 32 mm, s tistim zasipamo zadaj. Damo tudi kamen, ne, samo mora biti učvrščeno z drobljencem in to je, kot da si zabetoniral. Pa, ne. Tudi recimo, ko se Učvrščeno z drobljencem, prosti, da te prekinem. Kaj to pomeni učvrščeno z drobljencem? Da v zadej, kot ti postaviš kamne, zadej zasipaš zato, da se te... Ja, recimo, če je tu breg, Ja, ok. tukaj je ta naše lice zidu, Zidu. tukaj postavimo temeljne kamne, recimo te 1,5 tone, ko sem te Razumem, ja. Zadaj zidamo ravno tako s kamni, jih ne mečemo zadaj. Zadaj teh dodatnih, recimo v tem primeru 2 metra smo zidali. Aha, se pravi, dejansko ste naredili zid, tako Smo zidali debel. in vmes reže smo zasipavali z z drobljencem, drobljencem, ki se zaklini. ki se zaklini. In potem, ko pride pa že na ozko gor, pa sem drobljenc še dajemo. In na brežino samo pa Misliš, v zadej dajete samo drobljence? sam drobljenec. Ja, Ja. razumem. Na samo zemljino pa damo filc gradbeni. Da se ne zmeša zemlja, ki pa Tako, nisi da nič voda ne naredil. vdira, zemlja ne vdira vmes. Ne, Ja, ja. kamne. In ne dela trebuhe pol. Ja. Zdaj, suhozid, ok, to sva zdaj govorila o suhozidih, ki jih je največ, ko so kot škarpe, ampak kaj pa te suhozidi, ki so za hiše? A so to sploh suhozidi? So, ne? So. Suhozidi niso samo hiške na Krasu, ne? Ja. Ampak so recimo ne samo v Istri, ampak tudi na Krasu bile Ja. včasih gospodarska poslopja. Ja. So bila komplet suhi zidovi, ne? Zgrajena na ta način. Ne? Se pravi, kamen na kamen, niso dajali nobenega veziva, za izravnavo so dajali samo drobiš od kamna, Ja? pa zemljo. V Zemljo? Istri. Ja, zemljo. A res, zakaj? Zato, ker zemlja v zidu, ne, Ja? ki je pokrit na koncu s streho, ne, Ja? se strdi in pride trda kot kamen. In je Se zelo prav kot vezivo deluje? Ali ne? Ne, ona je samo podlaga. Se pravi, če en kamen ni raven, te ravnine so pa kar zemljo nasul gor, ne, v te luknje, bi rekel, ne, in naslednji kamen gor. Ne. In jaz dostikrat, ko podiram kakšne stare hiše, ne, prideš do te zemlje, ne, ki je dejansko trda kot kamen, dobesedno. Ja. Zanimivo. Ja. Tako da tudi v
v bistvu hiške so pa grajene tako, hiše in hiše. Ne. Ja. So grajene, se pravi, je dvostranski zid, Ja. lice, vmes so pa dajali drobiž, kar so obsekavali kamen, ko so ga v mero spravljali, ne, ali pa lica delali. Ja, pa in tisti ostali so pa noter. So pa noter dali, pa tudi zemljo so pa kar noter natlačili, da so zapolnili to. Pa so tukaj nabijali, ne, samo to so samo stresali, ker Sem bi se stresali so, ja. prv bi se. Ma ne, se ne bi Ne odprl, bi? ker te kamni sploh dol v Istri rečejo kantonarji, ne, to so te vogalni, Ja. so zelo veliki kamni, recimo za en tak kantonar se je moral en možakar, ki se je s tem ukvarjal, en dan ukvarjati z njim, ne. Da je celega sklesal, recimo za pnenca, kantonar visok recimo pol metra, tudi višji so, pa dolg meter, ne. Kantoner, ok. Vogalni. Ja, ne. vogalnik, ja. Ja, vogalniki so narejeni tako zaprav in pri vratih, oknih so tudi, tam je že oslabljeno, ker so samo praktično verte postavljene po koncu, pa počez, ne. In vmes so zidali pa slabim kamnom. So gledali pa samo, da je eno lice, pa da je sedlo, pa so podlagali z škajicami, rečejo, s temi majhnimi kamni, ne, da so dobili ravnine in so samo te ravnine lovili in vertikalne fuge pokrivali z naslednjim kamnom. To so pazili, ne, da so vedno zidali tako, da je bila neka stabilnost zagotovljena. Ja, da se. No, ker meni je fascinantno pri teh suhozidih te kamnite preklade. Ne, kamen jaz zmeraj tako perceptiram, da nima neke te nosilnosti, upogibne. Nima. Ja, ampak so Ja. neverjetno velike te preklade tudi včasih narejene. Preklade so velike, samo je spet pomembno, kako to preklado navzgor razbremeniš Ja. z zidanjem. Ne. V bistvu na način korbelinga, ne, ko Aha, okej. ne, lahko narediš velbek. V bistvu, ja, da se sile da se preko preklade tako recimo, če prenašajo. tako preklada, naslednja kamna sta dolga, slonita na zidu in gresta tukaj 2/3. No, viš, na to nisem niti pomislil. In ja, to je treba pa obvezno, ker če ne ploči. Logika. In ogromno preklad, sploh iz peščenjaka, zelo rada popoka, ne, Ja. ker ni narejeno prav. No, veš, ja, ker zdaj tlele jaz, oziroma mi Ja. tle v biroju smo specializirani praktično danes že za gradnjo z lesom. Ja. O kamnu pa nimam pojma, ne? To sem se srečal ravno zaradi te torkle in zato mi je to toliko zanimiv, ker je pa res fascinanten materialno in to je bilo zame, ker si zdaj povedal, čisto razsvetljeni, seveda. Zdaj delamo eno hiško, v bistvu, ki je lesena. Ja. Smo mi leseno konstrukcijo naredili, ne? Mislim, ne mi, žagarstvo Vov gor iz Bača pri Knežaku. Je razžagal, pooblal, ima čist navaden les, ni lepljen, ne. Ja. Smo eno navadno hiško 5x6 postavili, Ja. tako je želel naročnik, da noter kot delavnico bo imel les, ne. Zunaj pa kamnita obloga. Ja. Ne. Kamnita obloga na 30 širine, ne, obloženo z kamnom. Ne. 30 širine. 30 na temelju, ja. Ok. Zdaj, kaj je fajn? Ne? Fajn je, sploh, ko se greš na novo to delati, ne? Če imaš kakšno staro zadevo, kot je recimo tvoja. Zdaj, če sam ta zid se ne dotika potem lesene konstrukcije, ok, pa lahko stoji, recimo, še nadaljnjih stoletij je dovolj stabilen. Ja. Če pa ni, pa da se dotika, pa po moje najbolj zrušiti, pa narediti temelj, pa pol zidati na temelj, ali pa velike kamne dati, ne, spet, ne, pa izolirati, ne, danes je smiselno izolirati, ne, da preprečiš to kapilarno vlago, da ti ne gre gor, ker drugače gre. Seveda, saj ni logike, da ne bi šel. Ja, meter sigurno, ne, in pa imaš skozi to vlago noter in se ne rešiš nikoli. Ne. Tako da je za razmisliti, ne. Zdaj recimo, pa ta isti naročnik se je zdaj odločil, je pa naročil v Domžalah, ki je ena firma, ki dela tudi te lesene hiše, ne. Ja. Je kar naročil hišo, ne vem, 12x10, Ja. leseno, so mu zdaj postavili konstrukcijo iz tistih ploščkov, tap. Ja. In zdaj bo tudi oblagal celo s kamnom. Oblagal. Zidov.
Ja, razumem. Ja. Zidali bomo zraven. No in koliko lahko to debelo zidate, pa v kakšno višino? Zidamo lahko v višino tam, samo da smo si na jasnem, da to ne bo suhi zid. Izgled bo suhi zid. Ja, ja. Izgled bo suhi No, zid. to sem tudi še hotel vprašati. V resnici bo Drugače bo pa, smo razmišljali, ne, ker je lesena konstrukcija, bo izolacija, bo parapropustna folija in tako naprej. Zdaj kako zagotoviti, da bo to sidrano v redu. Ker zid bo visok 4 metre pa pol, ne, in zdaj to ni hec. Ne. In sem pol prišel do dobre rešitve, da bomo enostavno okrog dali recimo železo, šipko, Ja. 10, okrog in okrog se bo zavarila na vogalih, ne? In na to 10 se bo pol sidra noter, sidra V zid. zadaj, ja, v zid. Ja. Tako da se nikjer se ne bo preluknala izolacija ali pa to, ne? Ker smo delali tudi drug sistem, preden smo to pogledali, da smo kar v les noter, na lesene trame, ne, kjer so trami, smo kar tam noter dajali sidra, ne, in pol zadaj v malto. Ne. Ja, sem tisto nigli. Čakaj, ampak ta šipka bo zdaj zavarjena na kaj? Ta šipka bo v bistvu zida zid, ne, Ja? in ko priješ v višino recimo 1 metra, recimo da na 1 meter daješ to sidra, jo kar zavariš gor na zidu, položiš šipke na zid, Aha, in zidaš naprej. in zidaš naprej, noter zavariš že pol gor te sidrca. Ja? In to je to. In ta sidrca grejo pa noter pol v? Tukaj je kamen, ne, Ja. recimo, potem pa zadaj imaš pa recimo prostora enih 8 centi Ja. za to malto, grejo pa v malto pol. Ne. Aha, samo to pomeni, da bo hiša, zid, lesen, mislim, zidova se bosta dotikala. Kamnit zid, pa to, kar bo noter, se bosta dotikala. Ne, ni nujno. Ne. Tukaj pri stanovanjskih hišah je predviden zračni most, mislim, vse okrog. Prezračevanje. Točno tako sem si jaz zamislil pri nas, a ne tam, Ja. kjer smo bila midva gor, si ti dejal, da pol jo je za podred, pol bi se jo dal pa popraviti, a ne. Ja, sem zdaj to tista varianta. Ne. Če bo ta zid samo kot silhueta stal, pa da bo krasil podobo tega mlina, Ja. je ok. Če bo pa to funkcionalni del hiše, je pa problem ta vlaga. Ne, absolutno Ja. ne, ker noter bi jaz dal leseno konstrukcijo. Ja, pa Isto ni problema. Ja. s plošča, Ja, ne. ja. In zdaj, ampak točno to, jaz sem mislil uporabiti ta 60 cm debel kamnit zid za prezračevano fasado. V bistvu pol pa luft, Ja, pol pa nek sendviček noter, ne. seveda. Lahko, ja. Na ta način. Ja. Sej v bistvu ta sidra, ne, Ja? če si predstavljate, ne, zdaj tukaj imaš recimo kamna 25, pa je pol teh 5 malte in to sidro gre notri v malto, tukaj pa še vedno lahko zrak. Tako, no Ja. to. Ker to šipko okrog zavariš toliko stran, kakor češ imeti ta Kakor češ kanal. imeti, ja. Ja. No, vse v tem Ja, smislu. ja. V tem smislu. Variante cel kup, ne. Za razmišljati tudi, kako narediti. kaj, Ja, ne. sej to. Ker pasivna hiša, ok, pasivna hiša, ne, pustimo stati, ne. Samo glih tle se pol človek zapleza, ne. Zdaj rad bi imel leseno hišo, ki bo dihala, ne. Po drugi strani jo tle zapiraš, ne. V bistvu bi morala biti tudi ta malta, bi morala biti v bistvu apnena, če gledamo, ne. Ta malta, ki drži v tej Ki drži, ja. Čak se to mi je že ta Eda, nikoli ne ločem. Benčičeva, ja. Je že govorila mi, kjera malta, ja, pa kjera ni v redu. To sta se vidva menila nekaj, ne? Malta je v bistvu, je pomembno, da jo delaš z žganega apna, ne. Na star način, ne. Se pravi, apno zažgeš, apenci so ga včasih zažgali, pa so ga pa noter dali v jamo, pa zgasili. In apno, ki je staro recimo
5 let plus 10 let je primerno za kakšne freske delati, pa to umetniki uporabljajo. Če hočeš pa dobro hišo narediti, pa dobro fasado, odlično fasado, ki bo ostala še cajta, kot te zdajšnje, moraš imeti pa res dobro žgano apno, tam 5 plus, in lepo delati počasi, recimo fasado, ko delaš, en sloj naneseš, ima zaščiteno, da prehiter ne speče, zdaj Bog ne daj delati fasade. Ja, sej, ko gledam tvoje slike na Facebooku, si mislim, a zdaj v tej vročini te kable prekladajo. Danes sem jih tudi. No, se dela tako po fazah, tako da ena fasada po starem... Čak, zdaj govoriš o fasadi. Fasada je zapna, zapneno malto. Ampak rekla so prej, da bi pa v bistvu, ja, razumem, ampak če bi pa želel ohraniti, da zunaj gleda, kot da je suhozid. Ja, pa moraš noter dati, pa če hočeš, da je zračno, pa moraš dati noter apneno. Malto, da ti to vse nekaj kot vezivo, daš pa noter lahko stekleno vlakno, recimo. To je moj prijatelj Jera Zorko, tudi zagovarja to. Smo tu delali eno stvar gor pri tam, na Gorenskem. Tudi na ta način, tudi plošče, apnena plošča z steklenimi vlakni. S steklenimi vlakni? Ja, talna, In tudi ne gre vlaga gor, zdaj ne vem, jaz takrat nisem pol tega res realiziral. Ne gre skozi ploščo? Ne vem, kako preprečijo to, Samo trdnost je pa zagotovljena, trdnost plošča same. Gotovo je nekaj hidroizolacija mora biti spodaj. Ker eden je pravil, ki pozna malo, kako tle po Italiji delajo, da, sem to vzel, da, ker imajo ravno s temi problemi, ti hidroizolacijo na eno plaz že daš, težko, če imaš neko stavbo, povežeš vse skupaj, da dajo v bistvu spodaj take, ki bi rekel, votlake, zidake, ne vem kaj, in se pol vse, kar delaš gor, dogaja in se niti včasih ne zafrkavajo, kaj dosti hidroizolacijo, ker preprosto vsa voda, ki preleze, ima dosti placa, da teče, sej. Tukaj vteče. V bistvu, glih, ko smo se pogovarjali, sosedov, ko sem se pogovarjal, ko gor v Prosenjakovcih imam eno kmetijico majhno, in moja soseda se je rodila v Butanci, niti ne v Butanci, v tej prav iz gline. Narejenih hišek, širok temelj 80, pa cela struktura, samo glina, opaš, veje, vse sorti in so gor skakali in so naredili, in mehna okenca, mehna vrata. In kaj je point? Glina ni obstojna. Vse skupaj so začeli graditi na šodru, na tem pesku od Mure, na teh kuglah, ki je bil kar nasut, ko nasut je 70-80 odtav. S tem so preprečili vlagi, da gre gor, preprosto. Nasul še v krog, bajte vse, da je imela voda, ne bo se matrala skozi zid, če ima druge plec. Seveda, in kaj je bilo še pomembno, streho slamnato so potegnili zelo nizko dol, da je ščitila fasado, bi se reklo. In pa so vsako leto so barvali, ko v vojski, ko smo včasih kreči, se je barvalo zaplom. Zaščitili. In to je to. In je rekla, da je bila hiša cela iz gline, tla zbutana, stlačena glina, je rekla, da niso rabili kurc skoraj nič. Da je bilo krasno živeti.